demokracijo, ki jo danes uživamo. Ni res, da smo Slovenci dobili državo skoraj brez žrtev. Malo je bilo žrtev v neposredni vojni za Slovenijo. Ogromno je bilo pa pravzaprav žrtev v desetletjih in stoletjih pred tem, da smo do te svoje države prišli. Poleg spomina in molitve za pokojne, pa smo seveda zelo dolžni, moralno obvezani, da naredimo vse, da se kaj takega več ne ponovi. Torej, kolega, katerega knjigo bomo drugo leto v tem času že brali, pravi, da je bila največja napaka podcenjevanje nasprotnikov. Slovenske in, torej tudi mislim, tega ne smemo prvoščati. Slovenske in svetovne razmere nas opozarjajo v budnosti. Spomnimo se Srebrenice, poglejmo, kaj se danes dogaja v Venezueli in ne mislimo, da se nam kaj tazga ne more zgoditi. Med nami živijo številni, ki na eni strani povojne poboja zanikajo ali upravičujejo ali pa grozijo, da je v slovenskih opuščenih rudniških rovih še dovolj prostora in da bodo dokončali delo, ki je bilo leta 1945 malomarno opravljeno. Pot za njihovo zločinsko delo tlakujejo oni, ki bi razpravljali na teh najtragičnejših trenutkih slovenske zgodovine z ustrahovanjem zgodovinarjev, grožnjami z odpovedjo službo ali po uporabo leninistično središče besednjakov o revizionizmu onemogočil, prepovedal. Ne spreglejmo, da so bile pred kratkim v Kopru demonstracije proti temu, če kdo govori resnico. Torej, grozljivo je seveda to, da je to naredil poslanec stranke, kateri predsednik je zdaj predsednik parlamenta. Predsednik parlamenta in on se še ni distanciral od tega svojega poslanskega člana. Torej, po tolikih času samostojne slovenske države je skrajni čas, da se začenjajo napori, da se sprejme zakon, ki bo zakonsko prepovedal omalovaževati povojne poboje. Če je to dovoljeno za nekatere druge, zakaj ne bi bilo to ukazano tudi za Slovence, da se s tem ne sme manipulirati. Tukaj lokalno bi bilo seveda zelo zanimivo postaviti zahtevo, da bi pred Rogaško klavnico, kjer so končali nekateri vaši svojci, postavili spominsko znamenje. Torej, ključno vprašanje naše človeške narodne prihodnosti je, kako ustvariti družbo, kjer taka grozodejstva ne bodo več mogoča. Sveti oče Frančišek je nedavno preko katekizma prepovedal izrekati in izvrševati smrtno kazen. Celo vsi katoličani ga v tem ne podpirajo. Nekateri v boju proti tem totalitarizmom poudarjajo pomen izobrazbe. Veste, izobrazba sama na sebi nič ne rešuje. Cene Logar je bil doktor filozofije, doktoriral v Franciji. Poznamo vrsto znanstvenikov, ki so bili zelo povezani z režimom. Nekateri pravijo, da lahko nas reši kultura. Koliko kulturnikov je bilo v zgodovini na strani zločina? Poglejte sam nesrečnega Kocbeka, ki je bil gotovo velik kulturnik, velik pesniški talent, velik filozof, ampak politično popolnoma nazrel. Torej, ni v kulturi tudi ne prave rešitve. Torej, na videz brezupno iskanje rešitve, da se kaj takega, kar so doživeli pokojni, ki se danes spominjamo, ne bi več zgodilo, gre zlasti seveda za povojni pobitek, oni takrat niso bili več domobranci. Oni so bili takrat bivši domobranci, ki so bili že razoroženi. Torej, niso bili biti kot vojaki. In veste, civilistov se ne pobija. Torej, kje je zdaj rešitev? Imamo tako imenovano zlato pravilo, ki pravi, da ne smemo ničesar storiti drugemu, kar ne želimo, da bi drugi storil nam. To pravilo je staro skoraj toliko kot človeško. Tudi Kristus ga je povzel, vendar mu je dal novo trdilno obliko. Kristus pravi, ne kar hočeš sebi, ne delaj drugim, ampak kar hočeš
sebi, delaj drugim. Kristus od nas to zahteva, da se spremenimo. Torej, različne oblastnike nekatere religije in ideologije, predvsem pa vsi trije totalitarizmi so se trudili, da bi to praspoznanje človeštva v nas zatrli in so bili v tem v veliki meri uspešni. Ljudi, ki so v zgodini razglašali, zahtevali pravico, so razglašali za bolne ali pa zmešane. Torej, Božjega sina kot res so celo križali. Torej, mi ne smemo zdaj pravzaprav začeti popravljena zahtevati od drugih, ampak moramo začeti pri sebi in moramo biti aktivni državljani. Biti moramo slišati nas morajo, čutiti nas morajo. Mrsikdo od vas misli, da je ta ideja, ki tukaj razglašam, utopična. Vse je res, neverjetno, ampak veste, nekatere čudne ideje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo. Najbolj čudna ideja v slovenski knjigi je bila, da bomo Slovenci lastni državci, so se nasmejali. Pa je da, Bog pomaga, kakršna je, naša je. Noben ni verjel vanjo pred 30 mislim, zelo malo ljudi, ki so pred 30 leti verjeli vanjo verjeli, ampak imamo jo. Torej, ne smemo čakati na druge, začnimo pri sebi in zdaj, kakor vaš rojak Janez Hladnik, katerega ste nedavno knjigo tukaj predstavljali, on je nobenega čakal, od nobenega navodil, kako ne dela, kako ne pomaga Slovencem, ampak je storil tisto, kar je čutil, da je dolžan in kar lahko naredi. In tako je rešil ta vaš veliki rojak nekaj tisoč Slovencev. Zato, dragi moji, hvala, ker ste me poslušali in spoštujmo svoje prednike. Hvala lepa.